kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori. Med malimi oglasi, če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam. Od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Protestiram! To je za zahvalo, za nagrado, zato ker si delal, ker si se mučil, se prepiral s tistimi idioti, ki niso razumeli niti tega, da so idioti. Hvala, tovariši. In mati domovina, najlepša ti hvala. Tvoj sin Mitja ti bo večno hvaležen. Ugodili sem, toda sam sem kriv. Uporabljati svoj talent v dobro vseh. Asov. 3krat sem bil pošten. Prvič, zadnjič in nikoli več. Rešil sem podjetje propada, izvlekel kolektiv iz polomije, a zdaj sem počaščen s to izredno skrbjo za mojo osebno varnost. Mitja, patentirani osel, že drugič. Enkrat si bil že obsojen, seveda pogojno. Če bi ti lahko dokazali krivdo, te ne bi samo pogojno. Dobil bi bil 200 let, ki bi jih lepo odsedel. Namesto tega pa samo pogojno na 6 mesecev zaradi malomarnega ravnanja z državno imovino. In še, hvala, tovariš Mitja, oprostite mi, vas nismo razumeli. Seveda me niso razumeli, ko sem pa genij. Kincel, da zaslišaj ne. Sedite. Hvala. Midva se že poznala. Da, seznanila sva se včeraj, ko so me pripeljali sem. In prosim, takoj bi rad protestiral. Raje ne. Moram, ukazali ste, naj me zapru. Poslušajte, Kincel, moral sem... Na čigavo prijavo, če lahko zvim? Na prijavo službe družbenega knjigovodstva. Kaj pa imajo oni z mano? Odkrili so nekaj nepravilnosti, nejasnosti. Se pravi, da me ni prijavilo podjetje. A v podjetju nimajo nič proti vam, kolikor vem. No, vidite? Samo nekdo na občini. Kdo?
Tega vam ne smem povedati. A tako torej. Nekdo je imel nekaj proti meni, pa me je prijavil in zahteval revizijo poslovanja. Dobro, dobro. Naj dokažejo, moja vest je čista. Imate svojega odvetnika? Po zakonu vam ni treba ničesar povedati, če ga ni zraven. Za odvetnika je še čas. Prepričan sem, da ne bo niti potreben in da se bova kmalu razšla kot prijatelja. Se pravi, boste dali izjavo. Na vsak način. Dobro, potem bo najbolje, če začneva od začetka. Od katerega začetka? Ja, od katerega hočete. Lahko začnete s svojim rojstvom. Rad poslušam biografije, to je moj konjiček. Predolgo bi trajalo. Jaz pa sem alergičen na sodniške prostore vseh vrst. Dobro, potem začnite, kjer hočete. Recimo, kako ste prišli v podjetje? V horizontal. Da. Na oglas. Tu je njihov oglas. Kandidiral sem, pa so me sprejeli. So vas takoj sprejeli? Z obema rokama. Vedeti morate, da je podjetju grozil polom. Ravno takrat so bili brez komercialnega. Možakar preprosto ni bil kos nalogam. Razmislite o tem nekoliko bolje, tovariš Viktor. Pri nas vam ni bilo slabo. Pazili smo na vas, ko na punčico očesa. Razvajali smo vas, ko kakšno primadono, kar ste želeli, ste dobili. Res je. Vse to je res, tovariš Bolek, in hvala vam in direktorju in kolektivu. Dajte no, kakšna patetika je pa spet to. Jaz sem poštenjak, ne znam lagati in varati, ne znam blefirati. Glejte no, vsi vestno opravljamo svoje dolžnosti in obveznosti. Prav? Potem pa sami planirajte. Jaz ne morem. Kako ne morete? Saj ste vendar strokovnjak, ekonomist. No, dajva, poglejva še enkrat vse skupaj. Ne bom, hvala, sem že vse videl. No, poslušajte, vse to, ti vaši predračuni, proračuni, vse to je v redu in k temu nima nihče nobenih pripomb. Samo dvig proizvodnje, seveda rast prometa, to je tisto, kar ni dobro. Po vašem se promet v prihodnjem letu sploh ne bo povečal, ampak se bo zmanjšal. Tega nisem privlekel za lase. Vse to sem predvidel na osnovi analiz dosedanjega poslovanja. Ampak to ne gre, razumete, to ne gre. V našem gospodarstvu sta porast proizvodnje in dvig prometa popolnoma normalna stvar. Tovariš Bolek, v gospodarstvu že, tu pa ne. No dobro, če ste predvideli, da se promet ne bo povečal, kako ste mogli predvideti, da se bo zmanjšal? Po vaše bomo morali plače v prihodnjem letu zmanjšati, namesto da bi jih povečali, kakor da to delajo druga podjetja. Tako je. Zmanjšali boste plače ali pa našli kakšno drugo rešitev. Ampak ne bi nekoliko popustili, tovariš Viktor. Samo nekoliko. Kako naj popusti? Poslušajte, planirajte dvig proizvodnje za 10%. Samo za 10%. Kaj je to 10%? Malenkost, ne? Kako naj planiram dvig, če ga pa ne bo? Mogoče pa bo, kaj pa veste? Ne, nisem vedeževalka, ne sestavljam horoskopov, pa tudi izkave ne prerokujem. Samo 10%, tovariš Viktor, 10%. Ne in ne. Poslušajte, mi smo vendar visoko specializirano podjetje in lahko nekoliko zanemarimo logiko, ne? Ne, tovariš Bolek, ne moremo po naravnih zakonih. O, Bog, tovariš Viktor, o, Bog, kako ne moremo. Vaša kavica. Tovarišica Milica, tovariš Viktor se poslavlja. Kako? Poslavlja? Da, tovariš Viktor gre stran. Stran. Tudi tovariš Viktor. O, saj ni mogoče. Da, tako sem se odločil, ker drugače ne morem. In recite, prosim, tovarišu direktorju Vinku, da nisem prav nič jezen, samo da ne morem delati proti svojim principom. Ampak se gre vendar samo za pokojnike, tovariš Viktor. Da, ampak za bodoče pokojnike. In tu se začnejo principi. Torej srečno, veliko uspeha in nasvidenje. Kaj
pa zdaj? Zdaj? Škoda, da bi se kavica pohladila. Dajva. Popivajo skupaj. Midva. In potem ste se v podjetju pojavili vi. Takrat sem bil brez dela. Vem, pogojna obsodba. To je bil samo nesporazum. Če vprašate danes kogarkoli v podjetju Frutexport, ker sem bil prej v službi, boste slišali o meni samo dobro. Slišal sem, pustimo to. Rekli ste... Rekel sem, da sem bil brez dela. No in potem ste prej brali tisti oglas. Ja, seveda sem ga. Se vam ni zdel oglas nič sumljiv? Je, tovariš sodnik. In to sem jim tudi povedal. Komu? No, direktorju Vinku in tehničnemu direktorju Poleku. Povedal sem jima takoj, ko smo se seznanili. To se pravi, da je šel tudi Viktor. Šel je in nič ni pomagalo. Šel je, čas beži, spet bo konec leta, mi bomo pa brez bilance in plana. Da. Poslušaj, si dal glas? No, oglas izhaja že 3. dan. 3 dni, pa se nihče ne javi. Nihče. Še sprašujejo ne več po telefonu, včasih so spraševali, kakšno podjetje je to, kakšno je delo in tako naprej. Ne? Seveda vedo, zakaj gre. Glas o nas se je razširil v 9. vas. Današnja pošta, tovariš direktor. Dobre je nekaj reči, ja? Kdo? Milica vendar. A kaj se zanimaš za Milico in podobne reči, ko pa imaš doma ženo in 5 otrok? Ga gledam lahko, zato imam oči, ne? Raje gled, kako bi rešila ta problem. To je že 23. ekonomist, ki nas je zapustil. Vsako leto vsaj eden, če ne 2. Ampak tako ne bo več šlo. Kje si pa še videl podjetje brez knjigovodje, brez proizvodnega plana, brez perspektive? Rajši povej še na občini, da tako ne gre, da smo strogo specializirano podjetje, da pri nas ni važen reprodukcijski material in take neumnosti, ne? Kot jim tega ne bi povedal že najmanj 100-krat. Ampak oni hočejo plan, hočejo vedeti, kakšna bo akumulacija. Nesramnost, akumulacija na račun pokojnikov in žalujočih ostalih. Občina se je spremenila v aparat za možo. Reforma, tovariš Bolek, reforma? Da, ampak nas bo ta reforma uničila. Ja, pa kaj moram? Samo odstopim tako. Tovariš Vinko, prišel je. Kdo je prišel? Kandidat. Na oglas? Na oglas. Zelo fin je, eleganten, poljublja roke in sploh. Pripravi kavo, konjak, sendvičer, kaviar. Prav, naj ga pripeljem. Ja, kaj pa drugega? Kaj si pa ti utrpnil? Delaj se, kot da kaj referiraš. Prav, Torej, kar se tiče proizvodnje artiklov A in B kategorije, bi pripomnil, da smo v preteklem letju... Dobar dan, želite? Prišel sem zaradi vašega oglasa. Mitja Kincel. Me veseli, jaz sem direktor, Vinko moje ime. To pa je direktor tehničnega oddelka, tovariš Bolek. Ta Karel Bolek. Prosim, izvolite. Hvala. Je vaš oglas še zmeraj aktualen? Kako to mislite, aktualen? No, da niste med tem že koga angažirali. Bilo je nekaj ponudb, a se še nismo odločili. A res? Tovariš Bolek seveda tega ne ve, nima stika s personalnimi zadevami. A kar se tiče ponudb, se seveda še nismo odločili. Torej ne bom izgubljal časa. Ne, prosim, sedite. Gre, kako bi rekel, bolj za ponudbe neresnih kandidatov, mladih, brez prakse. A tako? To je pa nekaj drugega. Vi, se mi zdi, imate prakso. No, kakšnih 8 let.
To so moji dokumenti. Opustimo zdaj tu, tovariš Kincel. Papirji niso važni. Važen je človek. Da, tako pravim tudi jaz. Torej se lahko resno pogovorimo. Seveda. Prost sem, imam sicer nekaj resnih ponudb, a vaši pogoji so taki, da vam dajem prednost. Da. Bolek, poglej, kaj Milica mečka si s to kavo. Da, kavo. Tovarišica Milica, no kaj je s to kavo? Trenutek, takoj bo. Torej, rekel sem, da so me pritegnili vaši pogoji. Konkretno plača. Plača? Da, plača, pa dodatek. To je običajno. Pa premije. Tudi premije. Pa kavica. No, zdaj se pa resno pogovorimo. Izvolite, tovariš Kincel. Hvala. Izvoli, direktor. Takole. Prosim. Torej, pripravljen sem. Za kakšno delo torej gre? Če sem iskren, tako bedastega primera v svoji praksi še nisem imel. Po prijavi službe družbenega knjigovodstva ste počeli cel kup nepravilnosti. Vi pa mi tu govorite vse mogoče in me skušate prepričati, da vse tiste obtožbe ne drži. Čist sem kot sonce. Nobenih nepravilnosti ni bilo. Skrbel sem samo za to, kako bi rešil podjetje pred pogrebom. Pred kakšnim pogrebom? Kaj pa spet vezete? No, tako v prenesenem smislu. Pustite prenesene smisle, raje lepo primeru, govoriva o dejstvih. Torej, o čem ste se pogovarjali na tistem sestanku? Pravzaprav so me prepričevali in nagovarjali, naj prevzamem delo. In vi ste ga seveda prevzeli? Seveda sem ga. Pa ne samo zaradi plače in stanovanja, tovariš sodnik. Verjemite mi, da sem delo prevzel iz občutka odgovornosti in entuzijazma. Iz čistega entuzijazma. Šlo je vendar za obstoj enega izmed naših podjetij. Kje pa imate idiota? Kakšnega idiota? Idiota, ki bi vam vse to verjel. Hočem resnico in nikar me ne skušajte speljavati na led. Torej, o čem ste se menili na tistem sestanku? Ja, v začetku sem bil prepričan, da imajo nekaj za bregom, da so deficitni. No, pa ni bilo čisto tako. Jaz sem pa mislil sem, da ste ugodili, pa ne veste, kako bi se zmazali. V kakšni godli? No, saj veste, v kakšni primanjkljajih in podobno. Kaj še, mi smo solidno podjetje. Se pravi, da nimate drugih težav, razen tistih, o katerih ste mi govorili. Nobenih. No, potem je vse v redu, prevzel bom to mesto. Mi smo seveda navdušeni. Tudi opozoriti vas moram, do zdaj jih je vaš posel prevzelo natančno 23 in vsi so kmalu zapustili službo. Najdlej je vzdržal 16. kandidat 7 mesecev, potem je pa tudi ta kapituliral. Dobil je živčni zlom. Da. Je to vse? No, glavne težave vam pravzaprav še nisem povedal. In ta je? Za to podjetje se finančno-proizvodnega plana sploh ne da narediti. Da. Ne da? Naj vam pove tovariš Bolek. Torej, mi to dokazujemo občini že od začetka reforme, samo ne verjamejo nam, da... Dobro. Če je plan nemogoče narediti, kot pravite, odkot pa imate potem toliko denarja, da plačujete planerju take bajne dohodke? Če sem točen, take dohodke ponujamo za plan. Mislim, da sem razumel. Če naredim plan, bom dobil tudi take dohodke. Manj, da ste res razumeli. In zakaj je nemogoče planirati? Torej, tukaj je pismena ostavka dosedanjega planerja, ker je vse natančno razloženo. Sem prisiljen podati ostavko iz sledečih razlogov. Podjetje Horizontal, kjer sem bil šef komercialno-planskega oddelka, izdeluje pogrebno opremo, a proizvodni načrt temelji na številu umrlih. Ker je višina osebnih dohodkov odvisna od prometa, a promet od mortalitete v občini ta že več let stagnira, je jasno, da se dohodki ne morejo povečati, ker se smrtnosti ne da uravnavati administrativno. Torej mora ostajati finančno-proizvodni plan z mirom na isti višini, prav tako pa tudi osebni dohodki.
Dohodke bi lahko zvišali samo z zvišanjem cen uslugam, tudi to je nemogoče, ker so že zdaj previsoke. Kljub vsem prizadevanjem nisem mogel najti primerne rešitve in zato ne morem več izpolnjevati sprejetega dela. S tovariškimi pozdravi. Vam je zdaj jasno? Popolnoma. Torej? Torej, ostanemo pri našem dogovoru. Prevzel bom delo. Dajte mi nekaj dni za razmislek in potem vam bom razložil svoj načrt. To se pravi, da si je tovariš Kincl nekaj izmislil. Slišiš, tovariš direktor? Idejo ima. Tega nisem rekel. A iz izkušenj vem, da imajo naši predpisi in uredbe toliko lukenj kot ementalski sir. Na zdravje. Na zdravje, tovariš Kincl, na zdravje. Da, vse to je lepo in prav, tovariš, ampak do danes še niste predložili nobenih dokazov, s katerimi bi podprli obtožbo proti njemu. Kako? Vi ste služba družbenega knjigovodstva, vi kontrolirate poslovanje, ne pa jaz. Prav žal mi je, tovariš, ampak jaz delam po predpisih. Zdravo. Naprej. Dobro jutro, tovariš sodnik. Sedite, Kincl. Hvala. Lepo ste obriti, naspani, spočiti. Računam, da bo danes tega konec, pa sem se pripravil. Torej, kje sva ostala včeraj? Ja, sporazumeli ste se in prevzeli ste dolžnost. Da. In vse, kar sem povedal, je res. Dobro, zdaj pa poslušajmo dalje. Kako ste planirali dvig proizvodnje? Torej, meni je bilo takoj jasno, da so tam delali brez sistema, nestrokovno, brez fantazije. Dobro, in kaj zdaj? Kako kaj? Lotili se bomo dela. Začeti je treba strokovno, prilagoditi se treba potrebam tržišča. Kakšnega tržišča? Našega tržišča. Mislite pokopališča? Ja. Sta se že kdaj zamislila na trenutno situacijo? Sta že kdaj razmišljala o tem, kakšni so naši pogrebi? Ne. Stavim, da nista. No, a o tem pozneje, najprej o planu in šele potem o tem, kako ga bomo dosegli. Torej, plan je treba sestaviti in ga dvigniti za 10%, da bomo lahko povečali plače. Ni važno, če bo vse tisto, kar bomo napisali, čisto res. Važno je, da bo črno na belem in da bo verjetno in prepričljivo. Ne razumem. Kako naj bo verjetno in prepričljivo, če pa ni resnično? Tega ne razumete. Pa vsak dan verjamete tolikim stvarim, ki jih sploh ni. No, poglejte. Občina nam vsako leto obljublja, da bo storila to in to in to in to in to in mi verjamemo, čeprav vemo, da iz vsega tega ne bo nič. Prav res, to imate pa prav. Lažejo nam. In zakaj bi jim ostali dolžni? Napisali bomo lepo čitljivo. Predvidevamo dvig proizvodnje za najmanj 10 do 15%. 15%. Za uvedbo boljše organizacije in poslovanja in za najnujnejšo modernizacijo pa je podjetju potreben kredit. Kredit? Tovariš Kincl, počel bom od smeha. Komaj izvrtamo od njih denar za 80% plače, vi pa kar lepo kredit. Rekel sem kredit in dobili ga bomo na osnovi povečanega plana, tako kot vsi drugi. Pa če tega plana ne izpolnimo? Nič za to. Zaprosili bomo za nov kredit, da z njim saniramo izgubo in tako dalje, ampak o tem pozneje, zato so potrebne finese. Trenutno je najvažnejše, kako naj občino prepričamo, da obstajajo realni pogoji za povečanje plana. Ja, kako? Kako? Razmislite malo. Ne veste? Ne. Pa je čisto preprosto. Povečala se bo umrljivost. Lahko vam pokažem statistiko zadnjih let, pa boste videli, Pustite statistiko na miru, koga pa to zanima. Kaj res mislite, da bodo zahtevali od nas statistične podatke in brskali po naših arhivih, tudi če bi hoteli, zato nimajo časa. Torej, osnova našega plana je povečanje umrljivosti in to je treba poudariti na vsaki strani najmanj 10. Že, ampak to je treba nekako utemeljiti. Ne morete kar zapisati, predvidevamo povečanje umrljivosti za 10% in pika. Časopise berete, ne? Da. Pa vidite, kako raste ta naš standard. Moj že ne. Bože, še kar počakajte.
Torej, utemeljitev številka 1, standard raste, ljudje imajo več denarja, več jedo, več pijejo, število srčnih obolenj se s tem veča, da o cirozi jeter sploh ne govorimo in posledica povečanje smrtnosti. Točno, tovariš. Utemeljitev številka 2. Za to leto je napovedano povečano delovanje sončnih peg. Posledica sončne pege negativno vplivajo na človeško psiho. Poveča se število prometnih nesreč in samomorov in smrtnost spet raste. Ja, res. Utemeljitev številka 3. Epidemija gripe, ki je zajela že vso severno Evropo. Pardon, z gripo ne bo pa nič, veste, ljudje se dajo cepiti. Vem. Uporabili bomo statistike tistih dežel, ker je zdravstvena zaščita slabša in navedli njihove podatke. Utemeljitev številka 4. Povišanje pokojnin, kar bo vplivalo na višji standard upokojencev. To se pravi, da bodo upokojenci več jedli, več pili. No, zdaj da se šli pa malo predaleč, tovariš Kinzel. Kakšno povečanje pokojnin neki? V časopisih piše. Ja, piše. Dobro. Kdo pa obljublja povišanje pokojnin? Občina. Torej se bomo oprli na njene lastne izjave. No, ali me zdaj razumete, kako mislim? Razumem že, ampak... Nobenega ampak, tovariš Bolek. Prvi, ki ne sme dvomiti o tem, kar napišemo, smo mi. Kako naj bi sicer prepričali druge? Kar lepo prepustite celo stvar meni, to je moj posel. Jaz pa svoj posel dobro poznam. In dobro poznam tudi tiste ljudi na občini. Dali boste denar, brez skrbi. Kakšen denar za vraga? Kredit, vendar, kredit. Ves čas vam govorim samo o tem. No, s tem denarjem bomo povečali osebne dohodke in modernizirali proizvodnjo. Zato je potrebno, da se zdaj pogovorimo tudi o tem. Torej, če naj je vrednost proizvodnje in promet zrasteta vsaj za 30%. 30%? Potem tega ne bomo dosegli samo s kvantiteto, temveč in predvsem s kvaliteto. Razumete? Ne čisto. No, saj ni važno. Ali imate spisek vseh voditeljev in direktorjev naše občine? Nimamo. Čemu nam pa bo? Čemu? To je vendar najvažnejša stvar, tovariš direktor. O naši bodoči klienteli moramo vedeti vse, kako živejo, če so zdravi, s čim se ukvarjajo v prostem času. Nič ne razumem, tovariš Kinzel. Boste že razumeli, tovariš Bolek. Torej, nujno potrebujem spisek, o katerem sem govoril. Bolek, slišal si, kaj pravi tovariš Kinzel? Ja, no, če je to potrebno. Potrebno. Prosim, pojasnite nam to. No, saj čisto preprosto. Če analiziramo situacijo, bomo gotovili sledeče. Treba je dvigniti kvaliteto. To se pravi, povečati število dragih pogrebov, tistih, ki prinašajo večji zaslužek. Bolj na tihem, tovariš Kinzel, da nas kdo ne sliši. Zakaj pa, tovariš Vinko? Saj se vendar pogovarjamo o čisto naravnih stvareh. Vse vem, ampak lahko nas poglasijo za politične. Kje pa? Vidite, jaz na primer lahko planiram, da bo tovariš Vinko... Zakaj pa jaz? Planirajte koga drugega? Na primer Boleka? Prav? Da bo tovariš Bolek, zaslužni družbeni delavec, umrl. Predvsem mi to niti na misel ne pride in razen tega, prosim vas, pustite me lepo pri miru, imam namreč ženo in 5 otrok. Se to je samo teoretično. Ne, tega ne maram, niti teoretično. No, prav. Planirali bomo koga drugega. No, recimo, kogarkoli že. In ne samo enega. Zaračunal sem, da bi morali do konca leta umreti vsaj 4 takšni zaslužni državljani, pa bi bil naš plan izpolnjen oziroma povečan za 30%. Seveda bomo morali povečati tudi izbor pogrebne opreme in uvesti ceremonial. Da. A včasih je bilo to drugače. Bandera, križi, duhovniki. No pa zdaj nekaj cvetja, nekaj sveč in konec. No in zakaj je tem tako, vprašam? Ne vem. To je važno vprašanje. Torej, pogovorimo se o novem ceremonialu. Kakšnem? No, predvsem glasba, pa govorniki, ki bodo revežem rekli vsaj z Bogom, tovariš, hvala, ker si delal za nas, pa čeprav samo po svojih skromnih močeh, hvala ti. Vidite, govornik bo povedal nekaj takega in ljudje bodo zadovoljni. Kdor je zadovoljen, rad plača. Najvažnejše pa je, da predvidimo tiste 4. Ne more nam biti vseeno, kdo umre. Ja, ki jih bomo pa našli, tovariš Kinzel? To je pa vaša stvar. Moja že ne. Počakaj, naj tovariš Mitja razloži, kako si to stvar predstavlja. Ne gre kar tako, po našem planu morajo umreti ti in ti tovariši. Kdo pa je rekel kaj takega? Mi ne planiramo konkretno tovariša subjektivno, temveč objektivno. No, vidite, čisto slučajno vem, da je tovariš Mirko z eno nogo že tam. Kateri Mirko? Direktor Teksoteksa. Res je. Poznam Mirka kot samega sebe, stara prijatelja sva. Že 3 leta je tako bolan, da sploh ne veš, ali še živ
ali pa se samo pretvarja. No, vidite? Z vsem dolžnim spoštovanjem do njega je tovariš Mirko objektivno vzeto že potencialna aktiva v naši pasivi. Vidva veste, kaj bo pomenil za nas pogreb tovariša Mirka. Prvorazredna oprema, pa venci, pa kaj bi še govoril z eno besedo čudovito. Ali tovariš Mirko pije? Ne več. A, to mi ni všeč. Treba bi ga bilo kdaj pa kdaj povabiti na kozarček, naj se še malo poveseli. Da ne mislite, da bom jaz, mi dva sva stara prijatelja. Kdo pa je rekel kaj takega? Naj ga povabi tovariš Bolek, če ga on ne bo hotel, ga bom pa jaz. S tem nočem imeti nobenega opravka. Počnite, kar hočete, samo mene nikar ne mešajte v to. Samo še tega se mi manjka. Torej, tovariš Bolek, na delo. Veste, tovariš Kincl, mogoče imate prav. Ne rečem, da vaš načrt ni dober, ampak počutim se nekako neudobno. Saj sem se samo šalil, tovariš Bolek, ko sem rekel tisto o tovarišu Mirku. A vse drugo sem mislil čisto zares. Izdelovati bomo morali kvalitetnejše izdelke, poiskati nove metode, nov ceremonial. Kar se tiče izdelkov, to bom pa uredil, tovariš Kincl. Da. Alo, Texotex? Bi lahko govoril s tovarišem direktorjem? Da, s tovarišem Mirkom. Torej, ste vendarle poskusili izkoristiti situacijo s tovarišem Mirkom? Prosim, nič nezakonitega nisem storil. Bil je bolan, a vi... Brez skrbi, tovariš sodnik. Tovariš Mirko je živ in zdrav ko riba. In ne samo to, celo oženil se je z mojo pomočjo. Na splošno žalost našega upravnega odbora z našo Milico. No, dobro, pustimo zdaj to. Mene zanima, kako je bilo s tistim kuklom. To vas posebno bremeni. Mene? Jaz s tem nimam nič. To je bil tovariš Vinko. Ne, jaz imam drugačne podatke. Prav vi ste to skuhali in nihče drug. Torej, kako je bilo s kuklom? Prav, tovariš sodnik. Vidim, da me je nekdo pošteno očrnil. A vedeti morate, da sem to storil za svoj kolektiv in prosim, da to upoštevate kot olajševalno okoliščino. Kovač. A, nič ne bo. Julka Marčec. Tudi Julke ni. Kukl. Kukl. Lojze. A Lojze. Stran 366. Kukl. A Lojze. Organizator vstaje, prvoborec, komisar, 13. divizija, po vojni. Tu je. Te sem čakal, tovariš Kukl, čakal in te iskal in te našel. Tako je prav, tovariš Kukl. Dobil boš vse, kar si pošteno zaslužil. Tu je. Kdo? Čakal sem nanj, upal sem in zdaj je tu. Naš je tovariš Vinko in ne damo ga. No, preveri. Lojze Kukl. Kaj pa ne z njim? To ni tak primer. Je tovariš Vinko, to je komercialni pokojnik. No, poglej, kaj piše o njem. V nas zborniku je na strani 366. Kukl, Alojz, v diviziji... No, kaj praviš? Se lepo in prav to, da v smrtnici nič ne piše, da bi bil prvoborec in tako naprej. Seveda ne piše, tudi sam vem, da ne piše. In zakaj ne piše? Zato, ker smo pri nas začeli pozabljati na stare borce. Ker je bil tale Lojze Kukl skromen možakar in ni svojega življenjepisa naredil nacionalne zgodovine. Bil je skromen. Živel je skromno in umrl je skromno. Mogoče je bil sprt s predsednikom občine ali s predstavnikom SZDL, pa se mu je to maščevalo. Zato na delo tovariš direktor s polno paro. Dajmo mu, kar mu pripada. Dajmo mu še več, prav zato, ker je bil tako skromen.
Bi lahko govoril z odgovornim urednikom? Odgovornim urednikom, da. Halo, tovariš odgovorni urednik? Tukaj Kincel, komercialni horizontala. Ha? Me veseli. Gre za to. Umrl je Lojze Kukl. Kukl. Lojze, oziroma Lojz. Kako kaj potem? Sploh veste, kdo je bil Lojze Kukl? Niste ga niti omenili. Niste vedeli? Poslušajte, imate zbornike Nobe. Imate, seveda ga imate. No, odprite ga na strani 366 in pogledajte, kaj piše, kdo je bil Lojze Kukl, ki ga vi v časopisu ignorirate. Kako? Jaz ne napišem nekrolog. To je vaša stvar, ne moja. Nasvidenje, tovariš urednik, zdravo. Tako, zdaj pa ti, tovariš direktor. Kaj pa ne jaz? Telefoniraj zvezi borcev na komitej, predsednikov občine, predstavnikom SZDL, telefoniraj na vse strani in jim lepo pojasni. Kaj naj jim pojasnim, človek božji? To, kar sem jaz ravno kar pojasnil temu uredniku, samo pohiti, jaz bom poskrbel za pogreb. In ne pozabi, plačala ga bo občina. Halo? Pero, daj mi predsednika. To je bilo vse, kar sem naredil, tovariš preiskovalni. Kako vse? Tako, vse. Ampak, Kincl, poslušajte, rekel sem... Častna beseda, tovariš sodnik. Ničesar drugega nisem storil, kot to, da sem temu ubogemu kuklu priskrbel najlepši pogreb. Čeprav ste vedeli... Oprostite, nič nisem vedel in ne samo jaz, nihče ni vedel. In končno nisem jaz sam organiziral tega pogreba, tudi tovariš Vinko in tovariš Bolek sta ga. Zakaj pa ne zaprete tudi tovariša Boleka, če že tovariša Vinka ne morete? Tovariš Vinko, to vas muči, kaj ne? Kaj naj me muči? Na obrazu vam berem, krivi ste in zdaj vas to preganja. Ja, žal mi je tovariša Vinka. Ni bil slab človek. Kot direktor ni bil kakšna posebna luč, a takih imamo povsod dovolj, pa nam kljub temu standard raste. Torej, jaz nisem bil zraven, samo slišal sem, kako se je vse zgodilo. Direktno nisem bil vmešan in prosim, da tudi to upoštevate kot olajševalno okoliščino. Tovariš Mitja, vi ste genij. Ne govorite neumnosti, Milica, kakšen genij neki. Poglejte, v nekaj mesecih ste prodali toliko zaloge, kot smo jih mi prej v 3 letih. Ves kolektiv govori samo o vas, joj. In kakšen pogreb ste aranžirali za tistega Kukla. Nehajte, Milica, neprijetno mi je. Kako pa kaj s tovarišem Mirkom? Tudi on vas velikokrat omenja. Veste, mi dva bi rada, da bi bili vi najina priča. Ja, seveda, Milica. Če sem že vse skupaj zamešal, se spodobi, da je tudi dokončal. Kdaj se bosta poročila? Nisva se še odločila, čim prej. Kje je ta direktor? Direktor? Ne, tovariš. Tovariš direktor je na koncu hodnika. Kaj mu pa je? Kdo pa ste, kaj bi pa radi? Direktorja. Jaz sem direktor. Tako. Vi ste torej direktor. Pa veste, kdo sem jaz? Ne vem. Veste, kdo sem? Ne vem. Vem samo to, da ste brez pozdrava planili v mojo pisarno in da vas bom s pomočjo Milice vrgel ven. Poglej, no, glej. Prav na to čakam. Pokličite Milico in ji povejte, da je pri vas Lojze Kukl. Pokojni Lojze Kukl. Kaj čakajte? Telefonirajte že. Kateri Kukl? Tisti, ki ste ga tako lepo pokopali z vsemi častmi kot prvoborca. O moj bog. Da veste, tovariš direktor, meni je prekleto vseeno, koga pokopavate, lahko tudi samega sebe, če hočete, ampak mene pa ne boste, dokler bom živ.
Pisalo je. Prvoborec in organizator ustaje Lojze Kukl sem jaz, ne pa tisti, ki je umrl. Zahtevam, da takoj napišete izjavo in da se opravičite. Če ne morem jamčiti, da ne bom podivjal. Ampak zakaj jaz? Časopisi... Sem že bil v redakciji. Obvestilo o moji smrti so prejeli od vas. Ampak da veste, tovariš direktor, jaz nisem mrtev, jaz sem živ. Pa še kako živ. In taki posranci, kot ste vi, me že ne bodo pokopavali. Hočem vašo izjavo, kako je prišlo do zamenjave in javno opravičilo v časopisu. Takoj, jutri. Jaz seveda po... Zdravo, tovariš direktor. Zdaj grem na komite, da jih poprašam, kakšne ljudi imajo na takih mestih, kdo jih postavlja in zakaj. Mislim, da je tovarišu Vinku zelo slabo. Dajte mu kozarec vode. Če bo vprašal zame, recite, da sem šel v banko zaradi kredita. Tovariš direktor, tovariš Vinko, kaj vam je? Zdravnika. Ojoj. In tako slabo srce, pa ga je kap. Kap, ja. Tovariš Vinko je mrtev. Razumete? In kako ne bi razumel, tovariš sodnik? Saj sem jaz poskrbel za njegov pogreb. Poslušajte, Kincl, kaj ste? Norec, lump, idiot. Oprostite, tovariš sodnik, ne dovolim, da me žalite. Pošten državljan sem. Skrbel sem za svoj kolektiv. Seveda, izpolnili ste plan in zvišali ste plače. Smo, tovariš sodnik. In to, čeprav zveni neskromno, po moji zaslugi. Seveda, in ko je umrl direktor, ste za njegov pogreb prodali vse, kar ste imeli. Ja, pogreb je bil po novem ceremonialu. Kupili smo jukebox z žalnimi koračnicami. In danes ima lahko vsak revež, na katerega skupnost ne misli, na svojem pogrebu muziko. Kincl, veste, kdo ste? Veste, kaj ste? Veste, kakšna pošast ste? Zakaj pa, tovariš sodnik? Delal sem za interese kolektiva, ničesar nisem kriv. Niste krivi? Nisem, ne. Mi lahko dokažete, da sem delal v svojo korist, da sem si prilastil en sam dinar. Ven. Kaj vam pa je, tovariš sodnik? Marš ven! Kako želite, tovariš sodnik? Hvala in z Bogom. Jukebox! Tovariš Mitja, tovariš generalni direktor. Kakšen generalni? Formalno sicer rešeni ste, pa boste. Garantiram. Kolektiv je za vas. Še je pravica na svetu. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam. Od avta do ženitve